To je bil eden tistih tednov, ko vsi beremo stvari in rečemo v redu. Ja. Tukaj je nekaj, kar bi vas prosil, da napišete z velikimi črkami in podčrtate. Jaz bi to povedal takole. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve. Ena stvar, ki jo je predsednik povedal, tako dosledno, kot je kdorkoli, kdajkoli kaj povedal, je, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja, Da Iran nikoli ne bo imel obogatenega urana. Da Iran ne bo mogel še naprej podpirati svojih posredniških skupin Hezbolaha, Hamasa in Hutijev. In da Združene države Amerike in Izrael imajo nepretrgano vez. In zato je ta izziv z Iranom, če lahko dosežemo mir, čudovito. Toda celo danes popoldne je predsednik Irancem podal zelo jasna stališča. Da če mislijo, da se bodo Združene države Amerike uklonile in zlomile, ter jim dovolile, da uveljavijo svojo voljo, je jasno povedal, kaj bo storil. In to, kar je povedal, to so besede, ki... Jaz teh besed ne uporabljam, prijatelji. Eden od razlogov, zakaj sta naši državi povezani, je ta, ker na judovski osnovi je nastalo krščanstvo, na judovski in judovsko-krščanski osnovi pa je nastala zahodna civilizacija. In brez tega ne bi bilo Amerike. Tako preprosto je. Ljudje iz vsega sveta so me ostro kritizirali in govorili, kako si drzneš to reči. Jaz pa bi rekel, kako si drzneš pasti pri zgodovini? Ali se ne zavedaš, da so naši ustanovitelji so želeli kot pečat Amerike postaviti razdelitev Rdečega morja? Da je v predstavniškem domu Združenih držav Amerike marmor. Kip Mojzesa. Ta dežela je v rokah stvarnika vesolja. In moje zaupanje v Izraelovo sposobnost, da ne le obstane tukaj, ampak tudi traja in ostane, ni zaradi tega, ker imamo močno vojsko ali ker ima Izrael močno vojsko. To je zato, ker imamo vsi velikega Boga, ki je dal obljubo in bo to obljubo tudi izpolnil.